Dragi moji gledalci, drage moje gledalke, dobrodošli v zanimiv večer. Veste, kaj me navduši? Kaj me vedno navduši? Vedno me navduši talent, tista božja iskrica, ki jo začutim pri človeku, ki uresničuje svoje poslanstvo. In ne vem, če se Slovenci res zavedamo, kakšno bogastvo je skrito v naši znani in priljubljeni pevki Alji. Se mi zdi, da če bi živela drugje, da bi njena zvezda, dragi moji, eksplodirala v neslutene širine. Ker ima Alja vse, kar imajo veliki. Talent, širino, globino, privlačnost, dobesedno je neskončno erotična v vsakem trenutku svojih nastopov. Njen nasmeh, njen glas, njena karizma, njen neverjeten seksapil, občutek za estetiko, drznost, pogum, spogledovanje in čisto, veselo srce. Dragi moji, Alja, dobrodošla! Joj, Nimam besed! Kako si ti prijazna. Hvala. Ne, to je res. Izvoli. Hvala lepa. Alja, jaz sem neskončno vesela in res počaščena, da si tukaj z mano, ker te občudujem. Enako. In zdaj sem se seveda tebi še bolj detaljno posvetila in me fascinira ta tvoja življenjska zgodba, sploh od kje prihajaš. A bi ti to delila z nami, kje je mala Alja, kje so tvoje korenine? Kakšno ozadje si imela, da v bistvu, da si slišala klic glasbe, umetnosti, ustvarjalnosti? Najprej hvala lepa za krasne besede še enkrat in res mi je v čast biti v tvoji vdaji. Občudujem te že leta in res si vrhunska, kaj ne rečem, res sem vesela, da danes sedim tukaj. Hvala ti. Sicer pa ja, prihajam iz majhne vasi, jaz po domače rada rečem s kmetov, ker pač dejansko. Jaz sem ponosna na to, ker rada sem v naravi, rada sem preprosta, rada sem se z preprostimi ljudmi. In že kot majhen otrok sem baje kazala zanimanje za umetnost, jaz bi rekla že celo mogoče show biznis, ker sem pri 5 letih že posnela svojo prvo televizijsko reklamo za celotno Jugoslavijo. Katero reklamo? Kompasovo. Kompas. A res? Ja. In prav spomnim se... To so te zbrali, si šla na audicijo? Ne, na plaži so me našli in so me zbrali. A res? Mojo družino, ja. In spomnim se, zanimivo, da se že spomnim kot toliko majhna deklica, koliko je meni to veliko pomenilo, da to je bilo to. In jaz sem pol karkoli je bilo recimo po televiziji, to še mami zdaj zna povedati, rekla, tudi če nisem bila jaz, mami lej me. In to je bilo vedno, ali je bil dober videospot, ali je bil nekdo na intervjuju. V glavnem, skozi sem kazala neke znake tega, da bi želela biti opažena, izpostavljena, ni mi bilo nič problem. In potem so me starši dosti hitro vpisali v pevsko, glasbeno šolo, tudi v dramskem okrožku sem hodila nekaj časa. Pa v bistvu se vse skupaj pol začelo nekako vrteti okrog tega, da sem vedno več nastopala. Je sicer res, da sem imela v osnovni šoli, sem bila žal, tudi sem doživela vrstniško nasilje. Zaradi tega, ker si bila izpostavljena? Ja, mislim, da je bil to vzrok. Šlo je res kar ne samo za verbalno, tudi za fizično zlorabo. In kaj ste, in to me je v nekem obdobju kar zaznamovalo, kar pomeni, da sem se začela malo zapirati vase. Tako da v bistvu do 1. letnika sem potem tam od drugega razreda do 8. sem se kar nekako zaprla vase in tudi nisem vedela čisto točno, kaj bi pravzaprav rada v življenju počela. No, kasneje pa potem na spodbudo sošolcev, kasneje v srednji mi je bilo pa res toliko lepše in sem začela nazaj prepevati in plesati.
Ti si imela svojo plesno skupino, ne? Ja. Kje si se naučila plesati? Kar tako si izmišljevala, ali kaj ne? V bistvu, ker sem hodila skozi v plesno šolo, jazz balet, sem potem nekako si začela sama izmišljevati koreografijo. Z učitelji sem se dogovorila, da ko je kak dogodek, da pač ne me pokličejo, da imam punce, s katerimi vadim. To v drugem razredu osnovne šole sem jaz to ustanovila. Daj ga lomi. Dala sem jim celo pogodbo za podpisati, da bodo redno hodile na vaje. Nekaj sem načečkala, ne me sprašvati, kaj je. Res. Ja, res. In kaj so bili tvoji starši? Mislim, to je očitno bil klic, ne? Mislim, to, da si začela to delati, je bil očitno klic, ne? Kako si ti razlagaš to? Zdaj, moja mami je na Beograjski univerzi študirala astrologijo in zelo hitro sem se sama imela možnost spogledovati s temi stvarmi, ne, z temi, kako bi rekla, malo bolj alternativnimi pristopi. Mene pač celostno, vse skupaj dosti v to smer zanima. In je rekla, da v bistvu imam že v karti nakazano, da to iz prejšnjega življenja nosim. In ni tudi edina astrologinja, ki je to povedala. No. Tako da, ja, je to, se veš, prideš na svet z neko predispozicijo, z neko energijo, zgodbo že. Jaz kar verjamem, jaz sem imam izkušnjo, ker sem dala delati te povezave s svojimi sinovi, ne. Wow. In sem bila neverjetno presenečena, ker sem vse v bistvu že vedela, ne. Oziroma me je celo spodbudilo, da sem pol nekaj naredila, tako kot se naj bi mi svetovali tam, in je bilo fenomenalno, tako da... Meni je astrologija sploh zanimiva zato, ker ti lahko pomaga celo neke stvari razrešiti, ki mogoče so pod vprašajem ali pa ne veš točno, ali je pravilno, da greš levo ali bi mogel iti desno. Čutiš, da je prav levo, ampak hočeš neko potrditev. In isto se mi zdi krasno za mogoče mamice, ki za otroke ne vedo čisto točno, kam jih usmeriti. Ali pa, ko imate neke pomembne preizkušnje v življenju, da dobite nek odgovor, je to res dobra zadeva. Jaz tudi moram reči, da kar prisluhnem. In ti si, se pravi, to ti je bilo položeno v zibelko. A so se tvoji ukvarjali z umetnostjo, so hodili v gledališče, so peli, z glasbo, s čim? Pa ne, v bistvu starša sta bivša športnika profesionalna, sta preskakovala parkur, oziroma v parkurju sta pravzaprav bila domača. Parkur je pa kaj? S konji. S konji, ja, tako. In da se smejem, ko sem rekla, sta preskakovala parkur. Parkur sta preskočila. Ja, smo bolj divje sorte pri nas doma. A ste vsi tako temperamentni? Ja. Vsi? Ja, sicer zdaj bi rekla, ko gledam starša, imate res nek tak notranji mir, sta zdaj seveda bolj umirjena, ampak ja, še vedno temperamentni, vsi ognjeni, zelo. In sicer pa po očevi strani so večinoma športniki, Bojan Prašnikar, Omladičnik in te. Tako da imamo v familiji nekako to divjo kri. Športno kri. Borbeno kri. Borbeno kri, ja, zelo. Ja, mama pa? Moja mami pa bi rekla, da je bila kar ena prvih, ki je pravzaprav v športu bila v familiji. Je pa bil njen oče, moj dedek, je bil pa harmonikaš, mogoče tukaj, in je bil znan po tem, da si je že tistega leta znal, si je čevlje pobarval na živo zeleno in živo zelen klobuk je imel. Tako kot štekanje bil. A to si pa pol tam tudi malo pobrala? Ja, verjetno. In ti si začela kariero iz nič, a si vedela, naprimer, to se pravi, če si že dala pogodbe podpisovati, v drugem razredu si pol že nekje... V prejšnjem življenju to delala, mogoče, ampak v tem življenju mi ni bilo jasno, zakaj to delam, zakaj to počnem, ker valjda, jaz nisem tega videla doma, starša nista nikoli bila v glasbi, v show biznisu pravzaprav, Ok, moja teta je bila Miss Slovenije, Miss fotogeničnosti Jugoslavije. To se pravi, lepoto imaš tudi po njej, oziroma tudi v družini? Hvala. Bi rekla, ko pogledam mojo teto in mojo mami, sta predvsem, kar jaz vidim, je ta notranja lepota. Izjemni ženski in v bistvu se veliko lahko od njiju naučim oziroma se učim. Sem zelo ponosna na to. Ta tvoja ljubezen do mame mi je tako všeč, zaradi tega se veš, v današnjem času se redke ženske z mamo dobro razumejo, ali pa da bi bila mama njihov vzor,
Čeprav se vedno bolj dogaja z mladimi ženskami. V mojem času nekako to ni bilo. Ja, zanimivo, ne? Se prebuja to, se mi zdi, da se ljudje vedno bolj zavedamo, da so odnosi res zelo pomembni. Jaz recimo moram reči, da ko sem dala več pažnje na odnose in na to, kaj se okrog mene dogaja, sem res ugotovila, da to se izvira iz nas, ne. In vedno moraš začeti pri sebi. Ja. Zato meni osebno res ni težko reči, oprosti, nisem imela ta namen ali pa ne vem, če tudi kakšno stvar narediš narobe, da enostavno lahko rečeš, ja, namen je, ne. Se mi zdi, da zdaj, ko je več tega zavedanja, tudi ljudje malo bolj to prakticirajo in mi je to zelo všeč, ker ne vem, jaz nimam s tem težav, jaz z veseljem povem, če kaj narobe naredim, pa z veseljem pohvalim. Sem pa tudi taka, da zelo hitro čez ramo vržem, pa rečem, gremo dalje, ne. Danes bomo kar nekaj skupnih točk našli, ne. Ja, se mi zdi, se veš, kako uživaš, ko najdeš neko svojo sorodno dušo in pol se ti zdi, nisi sam na svetu, le še en je zraven tebe tako. Nisi bila nikoli taka pubertetnica, ki bi se upirala, pa koga pošiljala v maloro, pa to. Toliko brezobrazna nisem bila ravno, kaj vem, nisem verjetno v tem videla neke fore, ampak ja, sem bila strašna upornica v nekem obdobju. Mislim, strašna, ko rečem strašna, je to zame strašno. Nisem nikoli delala nobenih bedarij takih, da bi se starši da bi jih mogli skrbeti. Ja. Niti nisem, ne vem, nekaj lezla čez okna pa špricala šolo. Enostavno bolj sem bila upornica, verjetno skozi glasbo, sploh na začetku, ko me še niste poznali in pa potem se je vse skupaj prelilo v ta del, ko ste ga pa poznali, moj prvi album, ki je bil tudi zaradi tega verjetno, ker je bil tako drzen, nagrajen tolikrat. In bi rekla, da sem res skozi glasbo vse skašljala, vse tisto, kar me je težilo, ker sem pa le kot umetnica, kot osebnost, naletela v življenju velikokrat na ovire, se pravi na nestrinjanja in pa hkrati... Kaj s tem, da si preveč? Ja. Si bila preveč si izstopala? Ja, pa tudi zakaj bi ravno jaz bila tista, ki bi mi uspelo, milijon stvari, ampak jaz sem zdaj, ko gledam za nazaj, sem za vse to hvaležna, ker jaz sem taka, ko mi rečeš ne moreš, ne boš, sem jaz ne. Točno to bom, glej me zdaj. In ta uporništvo mi je v bistvu prišlo velikokrat prav in pa hkrati moram reči, da so vse ti neji, če bi ljudje vedeli, ne, da bo mene to pognali, verjetno ne bi to naredili, ampak mene je to vse toliko gnalo naprej, da naredim nekaj, za kar bom ponosna in bom res se lahko izrazila. Veš, kaj ta drznost, ko sem gledala te tvoje najbolj prve nastope, ki so dostopni, ne, ti moram reči, da je ta tvoja drznost oziroma ta tvoja neka nekonvencionalnost prav ganljiva, a veš, tako kot sem ti rekla, ti se meni zdiš, na primer, prav tako v resnici, ne vem, če imamo v Sloveniji pevko s toliko erotičnega naboja, ki ni nikoli ne zdrsne v primitivnost, a veš. No, to je velik plus, ne, in seveda s tem si provokativna, ne. In če bi te v roke prijeli pravi menedžeri, mislim, ti bi naredila, mislim, bi te še podprli v tej drznosti. V tujini, ja. Ja, ali pa tudi na koncu, ker se mi zdi, kljub samo, da si se kljub samo, da se več korigiraš zdaj, a? Veš kaj, enostavno, jaz se vedno poslušam, jaz vedno živim tisto, kar čutim. In zdi se mi, le 25 let je, odkar sem začela, ne, letos ravno praznujem. 25 obletnico. To je fenomenalno, ne, 25 let. Ja, noro. Tako, kot te gledam, sploh ne morem verjeti, kje je teh 25 let se nabralo, ampak čestitam. Zelo mlada sem začela, hvala lepa. 20 let, ne? Ali že prej? Jaz sem začela pravzaprav pri 15 letih zares, ne. Ja. In se mi zdi, no, da sem dosti hitro zajadrala, čeprav meni se je mudilo že, jaz bi že prej. Ampak sem pravzaprav zelo hitro začela živeti te svoje sanje, kar ni bilo tako enostavno na začetku, ker starša sta mogla dosti hitro
poštekati, razumeti, da bom jaz pač to zares počela. In spomnim se, da smo takrat se ravno preselili in mami je še nekaj tam pomagala oči obeliti in jaz sem rekla mamici, tega prizora ne bom pozabila. Mami, a me ti lahko malo poslušaš, a ti misliš, da bi jaz lahko bila pevka? In jaz odpojem My Heart Will Go On, ne bom pozabila, in reče mami, wow, ja, lahko, ampak, ne, ker moja mama je bila pa vedno ful stroga. Rekla, ampak, če se bo šla to, se bo šla zares. Je rekla, zdaj si boš pa kupila zvezek in si boš not vsako stvar pisala. Želim si, da boš resno pristopila k stvari, da boš delala tako se zagre, kar se zmeniš, to mora držati. Vsak dan se nekaj z glasbo zgodi, mi te bomo podprli, ampak to pa to pa to. In tudi denar sem si sama zaslužila za pesmi. Jaz v bistvu nisem želela starše obremenjevati. Jaz sem šla zelo hitro tudi delati. Moja prvo, kar sem šla delati, sem šla kelnariti. In jaz se spomnim, vsak cent sem porabila za glasbo. In tako sem jaz začela, pravzaprav. Pa si sploh vedela, kaj to pomeni, kako prijeti na koncert? Ne, kako te pa jaz se spomnim, da smo mi samo spraševali ljudi, kdo koga pozna, kako bi jaz lahko vsaj informacije dobila. In vem, da me je oči peljal v Velenje Matjažu Jelenu, od Šankrokov pevcu. Njega je poznal bežno in Matjaž je v bistvu bil prvi, ki mi je dal par nasvetov in tudi kontakt, na koga se obrniti glede glasbe. In potem sem začela delati z Marinom Legovičem iz Obale in šla na svoj prvi festival in tako se je začelo. Ne. Pravzaprav sem jaz začela zelena, nisem imela blage veze, kaj, kako, ampak vse sem pa kar nosila neko tisto, tako da vem. Jaz vem, jaz bom, jaz to imam. To je filozofija zmagovalcev, jaz vem. Ne vem, verjetno, kaj jaz vem. In zdaj sem našla pred parimi meseci, ker smo delali novo pesem, ki govori o mojih 25 letih, govori o vseh teh čejih, ki so se zgodili v tem obdobju. In sem seveda v video vključila stare posnetke mojih začetkov. Sem gledala, lepa pesem, zelo lepa, ja. In sem našla te moje stare dnevnike, oziroma pravzaprav urnike, zvezke, kjer so bili moji urniki, še vedno jih hranim in to so moje začetki. Najraje bi dala res v vitrino na neko vidno mesto, poleg nagrad, ki sem jih dobila v vseh teh letih, ker to je nekaj, kar me spominja na moje začetke, na to, kako redoljubna sem bila. Moj ded je bil mimogrede oficir, tako da tudi malo tega reda sem mogla očitno pobrati. In, strukture, ker brez reda pa ni nič. Ne? Brez reda, discipline, reda, vizija, delovnost. Ker ljudje si mislijo, da vi pevci pridete in malo hojla dri, hojla dro, ne? In mi igravci pridemo in hojla dri, hojla dro, pa je narejena predstava, ne? Je zelo, zelo, zelo drugače, ne? Zelo drugače, ne? V bistvu tisti del, ki ga moraš oddelati, je najmanj, ne? Tisti res zabava. In če bi se samo s tem ukvarjal, bi dejansko res bilo dosti bolj easy. Tako pa v bistvu zadnji še ves posel in strategija in kreativni del, ne, predvsem tisti, ki nas, izvajalce, igralce, pevce, naredi prepoznavne, naredi neko pot, ne. In brez kreative ni nič. In to, da ti ugotoviš, kaj imaš za povedati, je pomembno, ne, brez tega ni nič. A si ti, jaz itak mislim, da je glasba pravzaprav, mislim, da ste božji s tem, ne? Ker jaz kot igralka se dotaknem z besedami, ampak mora iti preko, v bistvu se dotakne tudi čustev pa tako, ampak glasba gre pa direkt v srce. To je avtocesta do srca. Mislim, to ste prav blagoslovljeni s tem, ne? Kaj bi ti bila, a se sebe predstavljaš, kako bi živela brez glasbe, brez ustvarjalnosti? Ne verjamem, da bi preživela, ker jaz mislim, da je to zapisano v meni, ogravirano in to je nekaj, to je dušni zapis, ne? In duša je tista, ki te vodi, če seveda poslušaš. Žal mi je, da slišim kdaj zgodbe ljudi, da enostavno ne živijo svojih sanj, po svojem občutku, svojega poslanstva. In ne vem, mislim, iskreno, zelo, zelo rada imam umetnost, pač umetnost je del mene od nekdaj, vem, da
ko sem bila otrok, sem tudi bila dosti kregana, ker jaz sem pač na WC-ju malo odrezala zaveso, ker sem si krilo naredila. Potem recimo sem pač stene prerisala z voščenkami, posebne barve, ne vem, mamičina oblačila sem prekrojila, ko ji ni bilo doma. Skratka, res umetnica. Ta talent sem pa videla, to sem te hotela prav vprašati. Kdo ti dela te kostume, to si vse sama zmišljuješ? Veš kaj, idejno večinoma imam jaz želje in vem, kaj bi rada imela. V začetku kariere, seveda, ko ni bilo ne budžeta, ne ničesar, mi je tukaj mami zelo dosti pomagala in idejno in tudi, da mi je kaj pomagala sešiti. Mimogrede, tudi ne moram verjeti, da moj prvi nastop na Viktorjih, kjer sem bila tudi nominirana, sva skreirali to obleko oziroma ta styling, bom rekla, ker ni bila velik kos obleke z mami. In sem bila proglašena kot ena najlepših oblečenih Slovenk. Ja, sem rekla, mami, poglej. Ne, noro. Zdaj pa seveda imam punce, ki mi pomagajo tudi. Ampak prav vidim, da je to tvoj touch, to je tvoje, naprimer, te barve, te kombinacije, mislim, zelo kreativno, no, mislim. Hvala. In tudi vidim, to sem te hodila s temi tvojimi različnimi frizurami, kratkimi lasmi, tako se tudi vidi, ker si ti študirala frizersko, ne? Da si frizerka, da tudi s tem znaš, se pravi. Vsa umetnost me zanima, no, tako bom rekla. Zdaj, veš, ko sem se preselila v novo hišo, sem vse slike jaz naredila. Zelo abstraktne, ampak tudi tukaj sem zdaj, se mi zdi, da sem nahranila svojo dušo, no. In pa interior dizajn, to me strašno zanima. To, mislim, si estet, ne? Rada imam lepo, ja. Rada imam lepo. Pa tudi drzno, ne? Namreč lepo včasih je dolgočasno, ne? No, jaz nimam rada dolgočasno, vidiš to, ne? Jaz želim, da je nekaj ekstra, ne? Zato tudi v bistvu umetnine, ki sem jih doma ustvarila, so res, ne vem, ko kdo pride reče, kaj pa je to? Pač rada imam ta umetniški touch, ne? Da je nekaj drugače. To me zanima v vseh smerih. Ja, in to v bistvu v tebi živi, ne? S tem, po moje tudi ideje, a to si ti zmislila, ker si takrat imela predstavitev pesmi v avionu, pa to? Ta ideja pa ni bila moja, jaz sem imela v bistvu koncert v zraku. Torej, mi nismo simulirali leta in nismo mi na tleh izvedli koncert. Ampak vse sem videla, ja. Ampak smo v bistvu najeli letalo potniško za cel dan z 2 pilotoma, vzleteli na 4000 metrov in seveda izvzeli 4 vrste sedežev, se pravi, jih dali ven iz letala, da ne govorim, koliko je bilo teh priprav, ogromno, pobrendirali celo letalo in ko smo bili na 4000 metri, so vsi ti povabljeni mediji Slovenije, Hrvaške, Bosne, Srbije in slovenski pevci so v bistvu končno zvedeli, zakaj so prišli, ker niso vedeli, kam gredo, ne? Ker sem jaz iz kokpita prišla s čisto novo frizuro, s čisto novim stylingom, kratki lasje, ne? In odpela prvo otvoritveno pesem, ki je napovedala mojo turnejo in kampanjo. In pa album, Car. In moj gost je bil tudi Massimo Savić. To sem te hodila vprašati, si ga spoznala, mislim, jaz sem njega občudovala. A si imela kdaj možnost peti z njim prav? Prav pela nisva žal skupaj, žal ni prišlo do tega. Je pa moja ekipa, moj band je igral z njim. Je pa res, v bistvu mi je žal zanj, no, on je res bil krasna osebnost, ne samo kot artist, krasen človek. In res mi je žal, da je prek malo odšel, no. Ja, res je. Ampak se veš, duša se odloči že prej, kdaj bo šla, ne. Ma več možnosti, kdaj odide, on se je pač zdaj odločil, ne. No, bil je fenomenalen. Sem ga rada poslušala. In pa sem brskala po spletu, sem rekla, sigurno sta kje skupaj zapela. Ne, žal. Z njim ne, imam pa duet z Neno Belanom. Sva pa tudi dobra prijatelja. V bistvu zdaj v tem obdobju moram reči, da verjetno, kaj vem, verjetno tudi korenine malo pripeljejo do tega, da se toliko povežeš potem z določenimi ljudmi. Smo prijatelji, ne vem, s Parnim Valkom, z Neno Belanom smo imela duet, potem z Massimom smo bili tudi kolegi, ne. Pa ne vem, z Minejo smo skozi na vezi. Tak, v bistvu so to kar ene take lepe vezi in mi je všeč, no, da se glasbeniki vsem povezujemo in se podpiramo. To mi je zelo lepo.
jaz to ves čas podpiram in pri vseh govorim, mislim, kako je dobro, da ne vidimo konkurence drug v drugem, ampak da sodelujemo. Tako. In jaz vedno rečem, daj se vprašaj, kako se počutiš, če nekomu želiš dobro. A se počutiš fajn, izpolnjeno, there's more to come, ne? In isto se počutiš, ok, tudi za mene je prostor, tudi jaz mislim, vedno je tako, ne? Vedno energija najde svojo pot in vedno, če nekomu dobro želiš, tudi sam privlačiš dobro. In kako se počutiš, če bi želel škodovati nekomu? A je to dober feeling? Ja, ne, ni. A zakaj pa je to delal? Ne? Ja, veš, kaj se jaz sprašujem? Mogoče pa je to ti tako čutiš, ne? Tudi jaz, naprimer, če bi morala nekoga sovražiti, naprimer, jaz ne morem več kot 2 minuti sovražiti, ker pa se mi zdi čist brez veze, da to... No, in pa jaz vedno rečem, to delaš samemu sebi. Zakaj se spravljaš v takšno stanje, zakaj se želiš pacati v negativni energiji, zakaj si to delaš? Pač dej pejt ven iz tega, ker enostavno, če želiš drugemu slabo, delaš sebi slabo. Ja. Ampak mogoče vsi, mislim, ljudje delajo, mogoče nimajo te izkušnje, ki jo imamo mi, in je se pravi tisto stanje edino, ki ga poznajo, ali nekaj takega, ker drugače tega ljudje ne bi delali. Veš kaj, jaz mislim na nek način, da smo lahko artisti, se pravi igralci in pevci, lahko blagoslovljeni, da počnemo to, kar počnemo. Zato, ker se veš, ti kot igralka dobiš vlogo, jo igraš, ne? In imaš možnost preizkusiti, kako se počutiš v kakšni vlogi. Razumeti tega človeka. In razumeti to. Ja. In tudi mi, recimo, ker smo toliko obdani z ljudmi, imamo možnost toliko energij izkusiti, ne? Pa dobro, jaz sem tudi za Dragana Živadinov, sem 2 leti v drami igrala, oziroma bolj pela, malo mečken en del, sem imela kot igre, ampak tudi tam spoznaš, ne, kako pravzaprav to funkcionira, in všeč mi je v bistvu sploh te predstave, ki so kontinuirane in imaš že v bistvu en tak pattern, ki ga sam ponavljaš. Ja, ampak veš, nikoli ni isto. Ampak ni nikoli isto. Nikoli isto. Ja. Zaradi tega, ker ti nisi isti, in ker tudi publika, energija, energijski govorim, tekst je pa isti, ne? Ja. Zato ti tudi ni nikoli dolg čas, ker eni sprašujejo, kako lahko vsak večer isto govoriš. No, in to bi jaz rekla, recimo, jaz v življenju, meni moto je, življenje mora biti igra. In ker se v svojem tem poslu, če rečem poslu, ker jaz pravim, da to zame ni posel, to zame ni služba, mi reče kdo, a greš v službo? Kako službo? Kaj s tabo, jaz nimam službe? Ne? In ne želim, ne glede na to, kaj bi delala, bi rekla, če to bi res rada počela, to ne sme biti služba, ne? To mora biti, gremo se imeti fajn. Ne? Skratka, ker se toliko igram v tem, kar počnem, mi res ni nikoli dolg čas. Ja, pa tudi utrujena, nisi toliko zelo, ne? Drugače utrujen si, ne? Ne bom rekla, jaz tudi pretiravam z delom, ne? Se sama veš, zelo hitro prideš tukaj v pretiravanje, ker tokrat to počneš in ker v bistvu tvoje, kar počneš, zajema velik segment še stvari zraven, ne? In se lahko utrudiš seveda, ali pa greš čez sebe, ne? Ampak saj veš, da zaradi ljubezni do tega, kar delaš, ne? Ja, to je zelo drugače. To je dosti drugače. Ja. Ni to tako trpljenje, ker moraš iti v službo nekam, ki je ne maraš. Tega si jaz ne znam predstavljati, ne? Tudi jaz ne, iskreno. Vidiš, to je pa to, kar si iskren sam sabo, ne? In delaš to, kar res verjameš, da čutiš, in jaz verjamem, da dokler se bomo ljudje res izražali in delali svoje poslanstvo, bomo tudi dejansko mentalno zdravi, no. In fizično. Če pri tem pomisliš, nimajo vsi enakih možnosti, ampak ti tudi nisi imela nekih posebnih možnosti. Vedno je možnost. Jaz recimo, meni reče včasih, joj, pa se ti si prišla na sceno, ti si razturala, to je bilo uno, bam, 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 in zdaj si tu in to vse. Ljuba Marija, jaz sem dala toliko stvari čez, meni ni nikoli sijalo samo sonce. Nikoli. Jaz sem imela velike izzive v življenju. Ampak je samo važno, kako se mi gledala. Kjere izzive? Kaj so bili te tvoje izzive? Da si mičkem bolj konkretna, a veš? Da si lahko predstavljamo, kaj je bilo to. Lej, konkretno, imela sem velike izzive z zdravjem. Ne? Mislim, ne samo zdaj na zadnje, jaz sem 2-krat izgorela popolnoma in tisti, ki so izgoreli, dobro vedo, da to ni hec. Tukaj gre za to, da tebi v življenju do ničesar ni več, ne? Ja. In to je najhuje, da nimaš volje. Sploh pa zate, ki se je tako, Tako. da ti mrkneš, to je pa res...
In od zdravja, zdaj sem že zdravjem kot otrok imela izzive. Ampak pustimo to, zdaj sem v redu. In jaz vedno rečem, zakaj ne maram toliko govoriti o teh stvareh, zato ker želim povzdigovati in govoriti o stvareh, ki so mi fajne, ker to potem raste. Ne? Ja. In izzivi z zdravjem. Jaz kot otrok, kot smo prej omenili, jaz sem bila upornica zaradi stvari, ki so se mi zgodile. Ne? Upornica tudi doma, tudi z mojo mami sem imela velike izzive. Moja mami celo ni verjela, da si bova midve kdaj blizu toliko. Vem, da je šla enkrat k astrologinji in ko je povedala, da midve enkrat res dobri prijatelji. Ni mogla verjeti, ker je bil kar dost velik razdor, ne, med nama. Izzive, kar se tiče ljudi, ljudje me niso razumeli, ljudje mi niso dajali občutka, joj, kako fajn, kako sem vesel zate, te bo pa res ratalo podpore. Jaz tega nisem imela, nisem tega doživljala. Jaz sem kvečjemu obratno doživljala. Jaz bi rekla, da kar sem se vsem tem obdobju naučila, če komu to, ki pomaga, kar bom povedala, upam, da, je to, da je vse v nas. In ko sem jaz spremenila energijo in ko sem jaz ljudem, ki mi mogoče tisti trenutek niso imeli energije, niso imeli energije, da bi mi poslali ljubezen, sem jaz bila boljša, pa sem jaz njim poslala ljubezen. In sem bila jaz tista, ki sem začela obračati zgodbo. In so me gledali verjetno pisano, ne, ker ni bilo jasno. Ampak ko se ti odločiš, da boš boljši od drugih, ko se ti odločiš, da ne, da tvoja zgodba bo takšna in takšna, potem je vse, kar moraš narediti, sam zavihati rokave in ti spremeniti to zgodbo. Mislim, veš, zdaj, ko te poslušam, zdaj si predstavljala v enem majhnem kraju, mislim, kjer je toliko predsodkov, kaj je prav in kaj ni prav. Se pravi, v teh okvirih ti si morala ven zrasti iz tega. Zdaj razumem te tvoje izzive, ne? Ja, in če v bistvu, zdaj tako, če si predstavljaš eno malo rožico, ne, hoče zrast, hoče vzklit, ne, pa vsakič en potepta, vsakič stopi na njo. In zdaj, koliko moči ti rabiš, ne, v bistvu lahko jo še bolj to spodbudi, da bo zdaj pa rekla, ne, jaz bom docvetela, jaz bom se izrazila in pokazala, kaj jaz imam v tem svetu zapovedati, ne, pokazati. In si želim, da pol pridejo čebele in od mene jemljajo in je to neka simbioza vseh nas. To je moja zgodba, ne? In jaz v bistvu sem vesela in ponosna na to, da sem znala to obrnati tako, kot sem. Še vedno imam izzive, sem sam človek, tako vsi ostali. Ne? Še vedno pridejo kdaj mislim, to je tako do konca življenja. Do konca življenja. To, če si kdo misli, da je zdaj vse na redu. Ampak važno je, če, tako spet bom rekla, tisti, ki rabi to slišati, bo to povzel. Tisti, ki rabi neko tako zgodbo slišati, da bo jasno videl neko svojo zgodbo, kaj mora spremeniti, bo to naredil. Ne? In če lahko rečem, je samo to, da ne glede na to, koliko je beseda ljubezen res kliše, ampak dejansko je najpomembnejša in nas v življenju gor drži in dokler bo ljubezen, bomo ljudje lahko premaknili. In jaz sem to res izkusila in doživela in naredila v to smer in spremenila sebe in okolje. Dejstvo, glede na to, ki si govorila o dnevnikih, kako ti si dejansko delala na tem, ne? Ja. Se pravi fizično, ne samo na duhovni, se pravi vzporedno si vse razvijala, duhovno, notranjo moč in čisto te stvari, ki jih je treba fizično narediti, da lahko napreduješ. Ne? A veš, jaz recimo sem bila zaradi situacije zunanje okrog mene dosti hitro pahnjena v to, da moram da ali bom potonila, ali pa bom res nekaj naredila na sebi, da bom lahko sprejela to, kar se mi dogaja, ker ni bilo lahko. Ne? In jaz se spomnim, da že v prvem letniku sem nosila s sabo eno tako modro knjižico, ne spomnim se naslova, taka piramida je narisana in to je v bistvu bilo tako Louise Hay varianta knjiga, ki je dejansko govorila o tem, kako moraš samo sprejeti stvari in jih pač in biti dober in verjeti, da ljudje res okrog tebe ne znajo drugače, kakor delajo in da se ti naravnaš na drugo vibracijo in si v bistvu pozitivno naravnan in vidiš dobro v stvareh. Ja. In da imaš svojo pot in verjameš v tisto, kar delaš. Ne? In to sem jaz brala
Pa to je tanka knjižica, ampak jaz sem imela to skozi sabo, noter v šolski torbi, med odmori, malca, gremo. In jaz se prav spomnim, da sem brala skozi. In potem sem nadaljevala z Louise Hay, Pogovori z Bogom, Življenje je tvoje. Leta in leta knjig, ne spomnim se niti več vsega, kar sem prebrala. Moja mama je dosti zaslužna za to, ker ona je tudi ful raziskovala, ker ona je tudi meni v življenju veliko pomagala. Z Donaldom Walshom sem se jaz pogovarjala v živo. Marija, res. Ja, draga moja, na pogovorih jaz sem se sam jokala. Gledala sem na njegove oči in me je tako nekako pretresel, da ne mogla pozabila, kaj se mi zdi, da je on prvi človek, ki me je v resnici videl. Slišal. On je meni rekel, vidim te, slišim te in meni se je... Res. Mislim, a veš, da te nekdo sprejme, vidim te, slišim te. Mislim, to je res božje. Več pa ni, ne? Ja, več pa ni, ja. Jaz njegova predavanja rada poslušam. Ja. Ko se namakam v banji, si dam gor. Res? Ja, ful rada. Pa recimo ful rada poslušam na splošno predavanja ta med vožnjo. Jaz jih dam kar med vožnjo gor. Recimo dr. Joe Dispenza, ne? To si prinesla knjigo, ta je še hrvaščini, Primoz je izdal v slovenščini vse knjige Joe Dispenza in ti si bila dvakrat pri njem, tisto, kar si jaz želim, iti na tiste delavnice. To moraš iti. To je pa, lepo je in super je, da začneš brati njegove knjige, ti bo seveda spremenilo pogled na svet, ampak, ko greš pa tja, pa to doživiš, pa to pa si ne moreš predstavljati prej. A to lahko malo razloži, kako to izgleda? Najprej, da opišem za tiste, ki ne vedo, dr. Joe Dispenza je nevroznanstvenik, ki je pravzaprav pred ne vem koliko leti se ponesrečil, bil je mlad, s kolesom in si je... A ni z džipom se nekam Ne, s kolesom. In ga je džip, mislim, da ga je džip zbil po cesti. Zbil, ja. Tako da je bil tako rekoč z zlomljeno hrbtenico, ne? Tako, je bilo rečeno, da bo zavedno na vozičku in da edina rešitev bi bila operacija, kjer mu dajo neko kovinsko, železno, ne vem, štango noter v hrbtenico in skratka, on tega ni želel. Itak je bil že mesece na trebuhu, ležal, čakal na... Si lahko zamisliš. Ne znam si, pa prej športnik, ne. Skratka, in takrat je on, že itak ga je zanimala psihologija človeka, kot nevroznanstvenik bodoči je že imel to tendenco, ne, razmišljati v to smer, ga je že zanimalo, ne. In je, skratka, v tem obdobju, ko je ležal, ko tako ni imel kaj drugega za početi kot razmišljati, je začel razmišljati, zdaj, če se vsaka stvar v življenju regenerira, od človeka, človeške fizionomije do v naravi stvari in tako dalje, zakaj se tudi jaz ne bi z močjo misli mogel regenerirati, ne? In skratka, zdaj mogoče znanstvena fantastika, to zveni za tiste, ki sploh ne verjamejo v to. Ampak on ima veliko znanstvenih dokazov tudi. Ampak, skratka, tako je. Vse, kar dela, je znanstveno podprto. Skratka, on je se zarekel, da če mu uspe sebe regenerirati do te mere, da bo on enkrat hodil nazaj, da bo na nogah, da ne bo na vozičku, da bo posvetil svoje življenje študiju nevroznanstva. Jezus, Alja, si začutila. In pa hkrati nasplošno vsega, kar je povezano z kako bi rekla temu, alternativnemu, ne, se je želel posvetiti in pa umu, ne. In začel raziskovati, se izobraževati in ko je začel nekako prve stvari združevati, ne, on je združil razne veje znanosti in pa hkrati, ne vem, od meditacije šel je tudi, mislim, da na Kitajsko študirati neke, ne vem, čisto vzhodnjaško filozofijo, ne? Tako. Ja. V bistvu je potegnil iz vseh teh starih, tradicionalnih znanj najboljše, ne? In v bistvu je začel voditi neke delavnice, ljudje so se začeli udeleževati, čisto spontano, zanimali jih je. In potem so kar neki progresi začeli se dogajati in ljudje so začeli se spreminjati na boljše, so ugotavljali ful velike spremembe. In potem je on seveda kot nevroznanstvenik
začel vse skupaj tudi meriti preko možganskih valov, ne? In zato obstajajo prav posebne naprave, ki merijo, kaj se z možgani in telesom dogaja. To so tebi kaj merili? Ne, takrat ravno ne, ker to vsake toliko časa naredi na teh retritih. Skratka, vse je znanstveno dokazano. In ker je on razvil res takšne dobre formule, ki pomagajo ljudem doseči preboj v kvantno polje, kjer dejansko lahko ustvarijo svojo realnost. Tako, spremeniš pravzaprav svoj dušni zapis in ustvariš, kar si želiš, ne? Je v bistvu res toliko ljudi si spremenili zaradi njega življenje, da je res požel velik uspeh in zdaj je v bistvu v svetu številka ena, mislim, da na tem področju. In tu bi jaz sam rada povedala, da to ne gre za neko marketinško dodelano zadevo, ki se je spontano verjetno kasneje razvila zaradi takšnega povpraševanja, ampak gre za resnično človeka, ki dela izjemno in dela takšne preboje pri ljudeh, od tega, da zdravi travme in vse razne zapise tega in prejšnjega življenja. Skratka, osvobodiš se vsega tistega, kar te mori, kar te teži to življenje. Tebi je tudi pomagal, ne? Ti si imela ščitnico nekaj ali kako? Ja, jaz sem sicer imela bolezen ščitnice 2015, po alternativi poti sem se zdravila, bila sem res hud primer, kar se tiče bolezni, ampak ko sem šla še dodatno k njemu, je to sem še spodbudilo zdravljenje in bilo res wow. Tako da tisti, ki radi delate na sebi, radi raziskujete življenje in verjamete, da obstaja tudi kaj več. Jaz res srčno upam, da boste posegli po taki knjigi. Najprej knjige, potem pa meditacije. Kaj pa je fora pri Dr. Joe, ne, da se naučiš meditirati. In jaz nisem prej v lifeu meditirala, jaz sem preživahna za take stvari. Ne, to je bil moj odgovor, ampak sem mamici res hvaležna, da me je takrat prepričala. Tudi moja želja je bila sicer po res spremembi. In da sem šla potem Joe in jaz sem bila potem ti si spravi tam doživela to meditacijo 3-4 urno ali kaj, ne? Mislim, večkrat na dan. Večkrat na dan? Večkrat na dan po par ur, ja. Jaz si v lifeu nisem mislila, da bom jaz kaj takega zmožna. Ampak te meditacije dejansko te popeljajo to globoko v sebe in pravzaprav gor, v drugo dimenzijo, da imaš občutek, da bi kar ostal, res, ker je to lepo in to bi pa z veseljem ponavljaš znova in znova. Ti dejansko, mislim, ustvarjaš neko svojo, se pravi, greš v druge frekvence svoje lastne biti, ali kako bi temu rekel, ne? Res je. Greš v svoje bistvo. Ja. Jaz verjamem, da enkrat, ko se odločimo, da je naš čas, gremo točno v to, kako bi rekla, dimenzijo, no? Domov. In verjamem, da je pač to, no? Ker pač, ko enkrat to izkusiš, veš, to je tisto neko globoko zavedanje, kar rečeš, wow, a je to. Lepo je, no? Pa ni to nobena znanstvena fantastika dejansko. Ko enkrat to osvojiš, si vsak dan lahko v kvantnem polju in ustvarjaš in si v miru in uživaš, si spočiješ. Ja, zato ker jaz sem tudi zadnje čas, mislim, zelo pozorna, čeprav za dispenco sem tudi jaz, mislim, da slišala toliko dobrega in upam, da se bom tudi jaz to izkušnjo doživela. Se veš, da naša duhovnost je polna blefa in pridobitništva, ne? To je kar en dober biznis, zdaj ratov, ne? Živimo v svetu, kjer je preveč vsega, ne? In jaz verjamem, da ljudje, mene je včasih kar groza, ker ljudje kupujejo neke izdelke, ki pač so samo marketinško sproducirani, ne? Jaz zelo pazim, no, kaj dajem vase, kaj absorbiram mentalno, fizično, kakorkoli obrnem, ker se zavedam, ne, sploh mi, ki smo v tem svetu, recimo nama je to popolnoma jasno, ne, dosti hitro prepoznava to. Ljudje, potrošniki pa žal ne. Ja. In jaz verjamem, da marsikomu ima tule gor, ki sliši duhovnost, ne. Zakaj? Zato, ker je pač naletel na nekaj, kar ni niti blizu temu, ne. Sploh pa ta beseda ima mogoče negativen prizvok, zato ker se določeni, res tako si rekla, okoriščajo s tem, ne. Seveda, smo na zemlji, prišli smo okušati sadove materialnega, ne, lepo je imeti lepe stvari, jaz ne bom to nikoli zanikala, ampak se mi zdi pa, da najbolj pomembno pa je, da si srčen, da si iskren, da ne prodajaš mačka v žaklju, ne. In recimo
tukaj za dr. Joe Dispenzo vam jaz povem, da pač to je res resnična zgodba, govorim resnične izkušnje in Ja, ker se v bistvu se najbolj, veš kako je, se je zelo preprosto se preveriti, ne. Pogledaš, če ta, ki nekaj uči, potem živi, ne, potem je to ja, ne, če pa govori, eno dela pa drugo, mislim, to se tudi v življenju lahko tako najlažje. Čeprav, veš, sem tudi naletela, pa to je grozno. Jaz tudi tako razmišljam, ampak sem pa naletela na človeka, ki dejansko res ima ful znanja, predava o nekih stvarih, sam se pa ne zna čist uštimat, ne. Ja, no, je v procesu, jaz rečem, ne. Super, ne, sej. No, ampak, lej, če zdaj primerjam ustvarjalnost tvojo, ne, a veš, ti mene nikoli ne bi prepričala, mislim, se je kar dosti glasbenikov na svetu in dosti glasbe, kjer jaz pač ne odreagiram, ne. Mislim, pusti živi in pusti živeti, ne. Ja, a veš, so pa stvari, kjer pa jaz začutim, da je odzad sporočilo, da ta človek hoče povedati nekaj skozi pesem, da mora povedati nekaj, ne. In to se meni zdi smiselno, ne. In to spoštujem, ne. Veš kaj, verjetno tudi bolj prepoznaš, ker igralec tudi ne moreš biti, če nisi čist. Če nisi čista duša, če enostavno se ne izražaš. Če nisi pretočen. Ja. In ti verjetno dosti hitro začutiš, kdo ima res nekaj za povedati, ne? Ja. Ali pa kdo v bistvu stoji na odru in poje sem za to, da ne vem, se pokaže, ne? Ja, ker meni se zdi, da je to prav problem slovenske glasbe, veš. 5 besede, mislim, to igralci zelo dobro vemo, ne? Ti lahko neko besedo, ti lahko neko pesem, tudi ne znaš pet, pa jo odpoješ tako, da bojo vsi dol padli, ne? In to je v bistvu že pri pripovedovanju, ne, se to dosti pozna. Se konec koncev smo pevci pripovedovalci tudi, ne. Samo malo daljše to ne uporabimo. In ja, tudi jaz to opazim, ampak veš, jaz res sem se naučila in vesela sem, da nekako kar vedno, tako si rekla, pustiš ljudi živeti. Vsak ima svojo zgodbo. In res ne obsojam. Tu pa tam se sama sebe zalotim, da rečem, pa pismo, pa hudiča, zakaj to? Pa si rečem, Alja, ne. Pusti, to ni tvoje. Ti svojo zgodbo živi, razvij svojo vizijo, idejo, bodi iskrena. Pusti pa ljudem, ne bodo takšni, kot so, ne obsoji. Ne? Recimo, jaz zelo težko, ampak to res zelo težko prenašam, se učim sprejeti, ko sem obdana, redko sem, hvala Bogu, obdana z ljudmi, ki recimo nekoga vidijo, pa kako se je pa oblekla, pa zakaj, pa poglej, kaj govori, no. Si mislim, ne, zakaj, a rabiš, a nimaš s sabo dovolj, a se moraš z drugimi ukvarjati, zakaj energijo polagaš na brezvezne stvari, kaj bo tebi zdaj, zato se ti boljš počutila, ker si ti lepša ali kaj, ti rabiš potrditev, da ti zdaj jaz rečem, da si lepša kot ona. Mislim, to je toliko enih iger ozadij, ne. Predvsem bi rekla, da tukaj gre za ne samozavest, ne. Ja, se to sem ti hodila reči. Potrjevanje rabijo ljudje. Ja, to sem ti hodila reči, ker ti, ker si tako občutljiva in senzibilna, kljub vsemu ti imaš eno zdravo samozavest. A veš, ker jaz sem te tudi gledala v začetku tistih pesmih in tako naprej, ti si verjela sebi. Mislim, lahko, tle smo si zelo podobne, lahko so nama govorili, ne vem kaj, mislim, si sam šel, ne? Ja. In se spomnim te pesmi, ki ti jo je Jan Plestenjak napisal, kako že, a veš, ne? A veš, kako ti izgledaš tam, kada svetovno, kada si center sveta, a veš? Hvala. In izgledaš in zapoješ. Tako nekaj svetovljanskega, nekaj več kot slovenskega, no? A veš, sej konc koncev, ne? Pa ni to, ne mislim slabo, ne? Več kot slovenskega. Imaš en tak širino, ki gre čez meje. Hvala. Ja, se to veš, ne? Upam, da veš. Mislim, veš kaj? Da čutiš. Ja, jaz nekako sam delujem v tem nekem svojem vibu, no, čisto iskreno. Ja, se zavedaš, da imaš, se veš, ti se tudi moraš zavedati, da si dobra igralka, da pač lahko nekaj nudiš, ne? Ker se konec koncev, toliko sem samokritična, jaz ne bi nikoli v življenju tega počela, če ne bi jaz sama sebi rekla, ok, ja, imaš to, pa recimo za določeno stvar, no, da je še malo razvij, malo še se izpopolni, tako pač vsak. Ampak ja, moraš prvo si biti všeč v tem, kar počneš, ne? In se zavedaš svojih vrlin in svojih napak, seveda se, ne? In jaz tudi se rada pohecam, ne, jaz sem glasbeno šolo svojo
In, Ti znaš tudi klavir igrati, ne? ja, tudi. Klavir, ja. In v bistvu predajam svoje znanje tudi na mlajšo generacijo. Res čist iz tega mi je to toliko všeč, ker jaz nisem imela tega. Ne. Dajmo zdaj možnost mlajšim, a ne, se nimamo samo otrok, imamo tudi starejše. Dajmo jim možnost, da imajo vpogled v to, kar jaz nisem imela. Ne. In vedno rada rečem, da vse, se bo mogoče zdaj zelo narobe razvenela, kar bom povedala, ampak ti me boš razumela. V zdravi meri narcisoiden moraš biti, če ta posel delaš. Ja. In to ne pomeni, da si zaljubljen vase, mislim, saj ni prav in ni lepo, ne zgleda lepo. Veš kaj, vsak izmed nas mora imeti, se pravi, oziroma ima črto, da je narcisizma. Veš, kje sem to prebrala v tej knjigi, ki sem jo jaz tudi enkrat predstavila v Poju Narcisa, kjer na 10. ali 15. strani Aleksandra Kocmut, avtorica, reče, če ste do zdaj, ko ste to brali, kakšni so narcisi, samo kimali in niste sebe videli v tem, potem ste narcis. Ja. Verjamem, ja. Normalen človek bo prepoznal črto, kjer je pač se mal preveč na ogled postavi, ampak ve zakaj. In veš, jaz vedno rečem, vedno je zdrava mera vsega v redu. Ne? Je že res za tista pravi zagon, za tist preboj, sploh, fajn je, da se v mlajših letih to zgodi, ti rabiš biti toliko zdravega narcisa, da dosežeš ta preboj. Potem pa že se mogoče malo vse zregulira, ker si le nekaj naredil, a ne, nekaj si uspel. Pa je pa prav, da začneš na sebi delati in da se malo okrog sebe ozreš. Ampak seveda ščepec tega mora biti, ker ti moraš imeti res rad to, kar ljudem predstavljaš. Ja. In moraš imeti rad sebe. In zanimivo je, da imaš v show biznisu ogromno ljudi, ki kao se nimajo radi. Ampak ne gre, to je zelo kontradiktorno. Ti moraš imeti v nekem trenutku sebe zelo rad, da se lahko prezentiraš ljudem. Ne? Ker veš, kako je, danes lahko pogledaš na družbenih omrežjih, ne? Mnoge deklice, mlade in tako naprej, se nastavljajo, spogledujejo in tako naprej. Mnoge pevci in pevke pojejo, ne? Ampak pojejo in je vse prazno. Se nastavljajo in je vse prazno. Ti vidiš prazne oči. Zato jaz tako poudarjam to, kar imaš ti, a veš, ti pa pogledaš tam, v vsakem unem kadru gledaš zapeljivo, misliš, že čist prav lascivno, ampak je polno, a veš, vem, da ni laž. To si ti. Ti si zaljubljena v življenje, a? Ja, mislim, jaz recimo, ko mi rečejo ljudje, joj, ti si bila včasih bolj ekstravagantna, bolj odštekana, bolj tak pa tak. Ja, lej, Alja je to in to in to in to in to. Jaz tudi recimo se čutim, a veš, tudi jaz sem na nek način igralec pod narekovaj, ampak imam obdobje v življenju in pač jih skozi svojo zgodbo prezentiram, ne? In prav tako vizuala. Jaz vedno sem verjela, da ljudje pač imamo radi celostno zgodbo, da jo verjamemo. Zato je pomembno, ne vem, ne moreš ti biti oblečen tako, pa tako predstavljaš pa nekaj drugega, a ne? To ne gre skupaj. In skratka, ko pa zdaj pogledam sebe, seveda pač energija moja še vedno ostaja, ampak bi rekla, da ker je tisto uporništvo se skašljalo, ker je šlo ven, ker se ne rabim več to kopirati, ker sem tudi jaz se spremenila, kar mi je všeč, jaz sem se želela spremeniti. A si ti želela? Ja, res je bila moja želja, ker nisem bila srečna kot upornica, ker to je skozi borba. Zakaj borba z življenjem? To je naporno. Ja, razumem. In enostavno sem si želela biti srečna. Želela sem biti dober človek, kar sem že prej vedela, da sem, ampak želela sem da se lahko izražam skozi dobro. In zdaj imam pa tako glasbo, da v bistvu o tem govori. Govori o življenju, govori o vrednotah, govori o ljubezni, za katero verjamem, še vedno poudarjam, da je nikoli ni preveč. In zdaj živim to življenje in o tem pojem in s takimi ljudmi imam pravka, s takimi ljudmi se družim, take ljudi privlačim in mi je všeč.
In zato ni več tiste Alje, Tiste divjakinje. Še vedno sem divja na svoj način, ampak prosim, nikoli ne zgubi tega. Ne. Prosim te. No. Težko. Ja. In pa še preden boš zaključila kariero, si prosim privošči, da nas boš vse Slovence malo vrgla s tečajev. Prosim te. Ne. Zdaj vem, da te čakajo. Veš, da bom jaz zaključila 80. 80. Tako kot jaz. Ti vem, da si zdaj imela tudi 20-letnico svoje zveze, imela si septembra koncert za 25-letnico kariere. Zdaj verjetno te vsi sprašujejo, kdaj boš imela otroka, ampak jaz te tega ne bom vprašala. Hvala, da me ne boš. Ne, zaradi tega, ker to je tvoja stvar. Predvsem ohrani to živost in to iskrenost in res si lahko veliko upaš, res, ker imaš vsebino in mislim, te bomo podprli v vsakem primeru, kar odpiraj si. No. A imaš kakšne načrte, kaj bi zdaj delala? Zdaj pripravljamo neke nove stvari. Jaz ponavadi, ko kaj novega pripravljam, ne rada povem, ker se to potem razblini oziroma ni takšen energijski naboj. Tako da nekaj lepega nastaja. Eno v bistvu otroško željo si bom celo izpolnila. A res? In nič ne povem, nič pa ne bom namignala, je pa res nekaj fajnega. Drugače pa veliko glasbe, veliko odrov, zabave, sicer pa najpomembnejša stvar, ki sem se odločila v tem obdobju je, da bom začela tudi malo nase gledati, ker jaz sem pa, v bistvu to je pa res vzorec, ki sem ga pobrala od družine. Sem zelo deloholik in v bistvu se učim zdaj malo manj, ne? In je to kar izziv, v bistvu malo več časa zame, ne? To je kar posebna stvar, moram reči, da je to kar nekaj... To tudi prije z leti, da si znaš vzeti. Mislim, še vedno seveda kreativna ful, ampak hočem pa reči, da majčkeno spreminjam. Veš kaj, ne bom pozabila vprašati, ko sem tudi brala pa razmišljala o tebi, ko imaš glasbeno šolo, kako učiš? Mislim, kako se tudi uči, že tudi po teh novih metodah, kako se pet učiš pa to? Seveda, mi smo zelo moderni. Ste? Zelo moderni. Ker mene v teatru nikoli ne pozabila presenetelj, ker je prišla me učiti pet, da sem morala tako dolgo kitico zapeti, ker je nisem mogla z enim dihom. In mi je rekla, tega nam v življenju pozablja, je rekla, zdaj pa vzami, kakor da vzameš puščico in jo nateguj in poj. In ko sem jaz fizično nategovala lok, sem jaz lahko zapela. Če tega loka fizično nisem imela v rokah, nisem mogla zapeti kitice v enem dihu. A si ti lahko zamisliš? Veš, veš, psihologija, ne? To je mislim, psiha je neverjetna, ne? Jaz veliko se ne učim samo, jaz imam tudi učitelje, zelo krasne učitelje. Jaz zelo rada pospremim stvari, kar se tiče tehnike, tudi z vizualizacijo, ne? In hkrati tudi mogoče kaj s fizičnim. Ker se mi zdi, da smo vsi vizualna bitja, lažje si predstavljaš in jaz vedno rada tako razložim, sploh mlajšim, da razumejo. Ne? In velikokrat delamo razne trike, da prelisičimo. Tako da to je meni zelo všeč. A ni zanimivo, pri glasbi nima kaj dosti iskati. Ampak da prideš do dobre, kvalitetne umetnine, pa moraš uporabljati, a ne? Ja, res je. Jaz bi tako rekla, pri glasbi nima, pri umetnosti ga moraš dati na stran. Ampak po drugi strani je pa pomembno, da ga vseeno uporabiš pa rečeš, samo sprosti se, pa bo vse v redu, vse bo steklo. In jaz, ko sem najbolj zapeta, začnem ful migati. Prav zaradi tega, ker ti dejansko, ko enkrat sprostiš telo, potem enostavno samo steče. Čim si pa ti stojiš pri miru, zategnjen, zadrgnjen. Takrat ne more energija steči. In jaz vedno rečem, migi, premiki, bo steklo. In tudi možgani drugače začnejo delati. Kako je preprosto, ne? Samo migati moraš začeti. Ne stati pri miru. Tudi če imaš neko vlogo tako, naredi si, ne vem, na nek način, da lahko se malo premakneš. Ja, in tudi ko se na primer učiš, ne? Ja. Pet, skoči, mislim, začni migati in bo pa lažje šlo, ne?
In nasplošno, jaz moram reči, da sem se vedno vsako stvar učila skozi igro. Jaz se spomnim, da me mami komaj odvadila, da sem nehala na mizi sedeti pa se učiti. Ker sem na mizi sedela, pa noge dol na stol, pa sem ležala na mizi, pa sem se na posli učila, na tleh učila, samo tisto, kar je bilo formalno, kar je pravilno, tisto vedno ne. In jaz sem imela vedno svoj način, ne. Aha, Ja. no pa sva spet pri igri, si v bistvu začela s tem stavkom. No, to pomeni kaj, da v bistvu se moramo vedno spomniti samega sebe, tiste otroške igre, tega, Ja, kako bi kot otrok to naredil, kako bi ne? to naredil, ja, takrat teče, ne. Ja. Takrat je vse to povezano Ja. in se nič ne izključuje, ni samo srce, niso samo možgani, Ja. ampak vse. Ja, res je. To se pravi, nam bo še dolgo časa pela in plesala. O, ja, upam, če bo Bog dal. Kaj bi rekla, kaj je najbolj pomembno, ustvarjalnost ali notranji mir, ali kaj bi za konec rekla? Jaz bi na primer? rekla, da kar ravnovesje tega, oboje, vsakega. ravnovesje, Ja, ja. en ščepec. Se veš, kot umetnica je v tem življenju fajn, da najdeš ravnovesje, ker umetniki smo lahko zelo umetniški. Jaz sem v bistvu hvaležna, se veš, družino, jaz verjamem, da si sam zbereš, preden se inkarniraš, ne. Hvaležna sem, da sem se rodila v družini, kjer sem imela mami, ki je bila vedno umetniškega duha, zelo kreativna in pa hkrati po očetovi strani, dobro, ta športni duh pa oficirski duh, ne, res red, disciplina, ne. In to je ena taka kombinacija, ki je nisem znala dolgo ne razumeti, ampak mi je pa v življenju potem, vidiš, kako podzavest deluje, kasneje vseeno prišla prav, ne. In se mi zdi, da imeti kombinacijo tega je dobro, zato ker ti je lažje v življenju, ne, ker lahko razumeš in ta segment in on. Medtem ko če si samo umetnik, težko razumeš red. Ja, In, ja. in ne boš niti nikoli Pa se to posegal je po bolj tem. predsodek, a veš, ljudje mislijo, da smo umetniki čisti kaos pa tako. No, To je jaz v bistvu nisem. skoraj matematika, v nekih segmentih moramo biti zelo strukturirani, ne? Zelo. Brez tega ne gre, ampak zato so to predsodki. Da ti lahko ure in ure govoriš. Ja, Pa ni to je naučeno govorjenje velikrat, ne, pri igri. Ja. Da lahko ure in ure govoriš, kako da ne, seveda moraš imeti strukturirano. ja, kako? To je Kdaj na ogromno. glas, kje vse vstaviti? Mislim, isto je kot veliko glasba, ne? besedila. Ja. Potem recimo meni tudi rečejo, pa kako ti dvorni koncert spelaš, ti nimaš nikjer teksta ali pa, ne vem, se spreminjajo pesmi včasih, tudi damo kaj v repertoar. Jaz v življenju nisem imela lista gor na odru, da bi besedilo brala. Ja. Res ne, ker mi je to iz počasti bilo Ja, vedno, ne. ja. In ja, to je v bistvu vse strukturirano, ne. Potem pa še moraš umetniško zraven zapeljati. Ampak ta umetnost nam pomaga prelisičiti spet, ne, da mi skozi igro to vse dosežemo, to znanje in Ja. ne. Ja. Tako da Ja, kar fajn kombinacija- sva pomodrovali, Ja, kaj? so pametne. Ja, jaz si želim vse najlepše, zdaj bom pa jaz, ker ne bom iz Hrvaške, se pravi slovenski prevod, veste, Primus, založba, tja, poglejte, tja pokličite. Ti veš, da sem jaz napisala eno knjigo, Vem, ne? prekrasno. No, zdaj bom pa jaz kar takole odprla, Okej. pa ti preberem, da Daj. vidimo, kaj. Naša mama bi v svet poletela. Velikokrat premišljujem, zakaj ljudje z leti izgubljamo veselje do učenja, do novih znanj, do novih besed, do novih podob. Zakaj so pesniški večeri ponavadi prezrti? Zakaj izgubljamo sproščenost in igrivost? Zakaj se obremenjujemo vse splošno priznano logiko in se počutimo slabo, če česa ne razumemo? Zakaj se preprosto ne prepustimo? Wow, A si ti zdaj videla to sinhronizacijo? wow. Odprlo se je, a? Življenje je igra, ne? Pa smo svet pri tem. Ja. Treba se je igrati, treba se je kdaj tudi prepustiti, ne? Ja. Ne Kar samo prepustiti, verjeti življenju. Ja. Hvala ti. Hvala tebi. Vidimo se naslednji ponedeljek. Hvala ponedeljek. Hvala.